Moje ime je Janja Špiler in vodim sektor za kadre v skupini Trimo. V Trimu smo zelo ponosni na to, da smo tudi pri delu na daljavo iznajdljivi in da znamo ohraniti pristne stike tudi v drugačnem delovnem okolju. Novim okoliščinam smo se prilagodili hitro in učinkovito, kako pa boste izvedeli v naslednjem videu. Lotili smo se ga predvsem učinkovito in hitro. Delo od doma je možnost, ki je bila v Trimu v izrednih situacijah uporabljena tudi že v preteklosti. Res pa je, da je bila to izjema in ta izjema ni bila urejena sistemsko. To je sedaj urejeno in implementirano na način, da nas administrativni del ne obremenjuje oziroma ovira pri delu. V lanskem letu, na primer, nismo imeli pogostih primerov dela od doma, danes je to precej drugače. Ob pojavu korone je seveda delo od doma postalo tudi naša nujna realnost. In tudi mi smo ga v tako velikem obsegu organizirali tako rekoč čez noč. Ponosni smo na to, kako zelo hitro in učinkovito smo preklopili na drugačno delovno okolje in na sodelovanje preko digitalnih kanalov komunikacije. Od doma je v začetku delalo čez 90 sodelavcev, danes jih lahko dela od doma že čez 160. Izpostavila bi pa 4 ključna področja, ki so bila najpomembnejša za uspešno implementacijo dela od doma pri nas. To je komuniciranje z zaposlenimi. V Trimu smo organizirali redno in pogosto komuniciranje z zaposlenimi, top-down in bottom-up. Imamo redna srečanja z delavskimi predstavniki, najmanj 2-krat letno organiziramo zbor delavcev in med epidemijo smo imeli zbor delavcev po Teamsih, kar pomeni, da je čisto vsak zaposleni lahko bil informiran o vseh dogajanjih. Imamo tudi Trimo informator, ki je dostopen vsakemu prek elektronske pošte in imamo glasne deske, ki so namenjene objavljanju informacij v proizvodnji. Regulatorni del in varnost in zdravje pri delu je drugi zelo pomemben del. Poudarila bi, da v Trimu dajemo varnost in zdravje pri delu na prvo mesto. Redna srečanja so najmanj enkrat tedensko in redno spremljamo vse ukrepe in jih tudi sproti implementiramo v organizacijo. Opravili smo pregled in analizo vseh delovnih mest, tudi z vidika varnosti in zdravja pri delu in za vsa delovna mesta, kjer je to mogoče, predvideli možnost opravljanja občasnega dela od doma. Tretja je tehnične rešitve, uporabnost, njihova prilagoditev v delovne procese. V zadnjih letih smo pretežno kupovali prenosnike in skoraj da v celoti zamenjali stacionarne škatle. Res pa je, da smo prilagodili tudi pisarniške delovne procese novemu delovnemu okolju. Korona je ta proces digitalizacije, online sodelovanja samo pospešila, nujno pa je bilo tudi optimizirati in posodobiti ostale in-house delovne procese. Četrto, najpomembnejše pa je tudi naše počutje zaposlenih in ustrezno delovno okolje. Zagotavljanje učinkovitega delovnega okolja z dobrim počutjem, zagotovljenimi primernimi delovnimi pogoji, učinkovito komunikacijo in sodelovanjem med sodelavci in timi je osnova. V času epidemije so bile šole zaprte, zato nekih dilem o tem, ali bi ali ne bi delali od doma, v bistvu ni bilo. Zdaj je to nekoliko drugače in mnenja so deljena. Zato imamo ves čas odprto komunikacijo in diskusijo o prednostih in slabostih dela od doma. Moram pa poudariti, da večini dela od doma, ki je začasne narave, zelo ustreza. Hitrost in kakovost regulatornega dela sistemske uvedbe dela od doma je bila res impresivna. Prav tako zminimaliziran obremenjujoč učinek administracije v tej zvezi in neverjetno hitro smo se obakrat prilagodili in zadostili pravnim pogojem. Tu pa je tudi zanka. Vsaka sprememba namreč terja svoj čas. Eni se prilagajamo hitreje, drugi potrebujejo več časa in nekateri sodelavci niso bili vajeni teh oblik dela v dalj časa trajajočem obdobju, naprimer 2 mesecev neprekinjeno in si sedaj mogoče prav zaradi te izkušnje želijo več delati v pisarni. V pisarni lahko komuniciraš osebno, osebni stik je neprecenljiv. Lahko bi rekla, da se pogrešamo, kadar se dolgo ne vidimo, ali smo v stikih le preko Teamsov ali elektronske pošte ali telefona. Prekratek čas privajanja na tak način dela, predvsem želja po delu v pisarni in po osebnem timskem delu, sta pri delu zaposlenih zelo prisotni. Po drugi strani pa del zaposlenih prepoznava delo od doma kot obliko dela, ki ima res veliko prednosti. Torej, če bi zdaj v avgustu lahko uvajali delo od doma postopoma, bi verjetno s časoma vsi sodelavci z večjim veseljem sprejeli tak način dela in bolje bi lahko spoznali dobre plati takega dela in se pogovarjali odkrito tako o slabostih kot o prednostih.
Tudi slabosti obstajajo, sprašujem se, ali se jih da popolnoma odpraviti za vsakega posameznika, ker občasno delo od doma je eno, delati od doma ves čas pa je pa popolnoma nekaj drugega. Take samostojnosti in neodvisnosti bi se lahko kdo ustrašil, ne nazadnje tudi delodajalci, ki kdaj pretežko opuščajo več svobode. In seveda neizpodbitna naravna zakonitost. Ljudje smo družbena in družabna bitja in kakor je od marca do maja delo od doma ustrezalo vsem, je zdaj ta konsenz najti mogoče malce težje. Tako kot si otroci želijo v šolo, si marsikateri odrasel želi vsak dan v službo v pisarno. Izpostavila bi dva. Eden je dober case study za mentorstvo in praktično usposabljanje online. Ravno na začetku izbruha COVID smo dogovorili en večji projekt v Nemčiji, izvajalec je iz Irske, celotna projektantska ekipa je iz Madžarske. Uskladili smo komunikacijo preko Teamsov, čeprav je projekt zahteven, kompleksen, se v bistvu že 6 mesecev dvakrat tedensko sestanemo online s celotno ekipo našega naročnika in celotno ekipo na naši strani. Srečujemo se večinoma v popoldanskem času in tak način sodelovanja je zelo učinkovito. Geografska razpršenost nam ne predstavlja nobenih težav. Vsa dokumentacija se izmenjuje preko portala v oblaku, tako da je v bistvu vse na enem mestu. Komunikacija poteka preko Teamsov, e-mailov praktično več ne uporabljamo. In ker aktivnosti ne sovpadajo z našimi delovnimi obveznostmi, se lahko kadarkoli vključujejo v ta projekt tudi mladi potenciali. In vključevanje v realnem času in prostoru je za pridobivanje izkušenj in prenos znanja neprecenljivo. Drugi primer pa je happy hour po zaključenem petkovem dnevu na Teamsih. Zelo smo ponosni na to, da znamo najti v nekih nepredvidljivih in izzivov polnih časih način, da se skupaj pozabavamo in sprostimo, pa čeprav na spletu. V času korone smo na primer organizirali happy hour ob petkih preko Teamsov, kar je odličen način ohranjanja stikov in preživljanja prostega časa sodelavci v nekem drugem in bolj sproščenem ozračju. Pomanjkanje socialnega stika in sodelovanja s kolegi z neposrednim pogovorom. Kavica v pisarni, občutek, da dom ni pisarna. Vse to je večinoma povezano s čustvi, ne toliko s tehnično izvedbo in naprave se da zlahka inštalirati. Mindset dosti težje. Poleg tega nismo vajeni neprekinjenega dela na daljavo in to je tudi naš največji izziv. Delovni proces je še vedno primarno organiziran tako, da je prisotnost na lokaciji ali potrebna ali zaželena. Nekako imamo delodajalci v tem delu največjo odgovornost in doma nima vsak pisarne in delati v otroški sobi je čisto zabavno in sproščujoče. Je pa verjetno velik izziv ohranjati enak attitude in enako prisotnost tukaj in zdaj kot v pisarni. Občasno se seveda da in je dobrodošlo, na dolgi rok je pa kar nekaj ključnih sestavin, ki morajo biti uglašene. Vsak v tem trenutku še ni pripravljen, to je dejstvo, ki ga ne smemo ignorirati, sicer pa ja. Popolnoma suvereno lahko rečem, da smo v timu odlično prilagodljivi, fleksibilni v pravzaprav vseh okoliščinah in prav vsa pravila v podjetju to omogočajo in to je naša velika prednost. Ampak jih seveda tudi zavestno tako zastavljamo in jih tudi budno spremljamo. Zato z uvedbo dela od doma na sistemski ravni nismo imeli težav. Dobro smo se pripravili in v zelo kratkem času uredili tudi celotno dokumentacijo. In veste, ne gre samo za korono. Delo od doma pride prav tudi, ko se nekdo poškoduje, ne more priti na lokacijo, ampak na ta način lahko še vedno dela z računalnikom. Delo od doma pomeni delo na potovanjih, hotelih, v kavarnah, kjer so v bistvu posebna mesta za tovrstno delo in tega je vedno več. Delo od doma bo zagotovo vedno bolj pogosto in s časoma se bomo vsi navadili na tak način življenja in vse se spreminja, tudi naša delovna okolja. Delo od doma je naša realnost in prihodnost. Vedno več bo raznolikih in fleksibilnejših delovnih okolij, v katerih moramo delovati in ustvarjati. Tudi delitev dobre prakse in izzivov lahko zelo veliko pripomore k soustvarjanju kakovostnih delovnih okolij prihodnosti.
In pri nas bomo v bližnji prihodnosti ta institut veliko uporabljali. V prvi vrsti zato, da zagotovimo varno delovno okolje in da zmanjšamo možnost vnosa okužb v podjetje. Drugo se nanaša na zmanjšanje stroškov in tretje, vsaj občasno delo od doma zagotovo prispeva k večjemu work-life balance in tudi k večji učinkovitosti, če imaš doma ustrezno urejeno delovno okolje. Mislim, da je pri taki obliki dela veliko več prednosti kot slabosti in da bomo s časoma to vsi spoznali. Ne glede na to, ali bomo delali v pisarni ali bomo delali kje drugje, zagotavljanje učinkovitega delovnega okolja z dobrim počutjem, zagotovljenimi primernimi delovnimi pogoji, dobro komunikacijo in sodelovanjem med sodelavci in timi je nujno potrebno. Tudi sami bomo morali prevzeti odgovornost in poskrbeti za svoje dobro počutje in prilagajanje novim razmeram in vse se ne prenehamo spreminjati, tako da bolje, da smo na to pripravljeni in da to sprejmemo kot način življenja.